Dolga leta so mnogi ponavljali, da bo Severna Koreja kmalu propadla. Obstaja razlog, zakaj je toliko ljudi verjelo v to. Leta 1994 umrl je Kim Il-sung, ustanovitelj in prvi voditelj Severne Koreje. Nasledil ga je njegov sin Kim Jong-il. Toda razmere v državi so bile v tistem času zelo težke. Sovjetska zveza, ki je dolgo časa bila pomemben podpornik Severne Koreje, je že razpadla. Gospodarstvo je oslabilo. V 90-ih letih je prišlo tudi do hude pomanjkanja hrane in lakote. Zaradi tega so celo obveščevalni analitiki v Združenih državah preučevali, kako dolgo bo severnokorejska vlada še lahko ostala na oblasti. V poznih 90-ih letih so bile ocene, da bi se sistem lahko zrušil, če bi se gospodarske in politične težave še naprej slabšale. Toda Severna Koreja je imela še en velik problem, ki ni bil povezan s hrano ali denarjem. In to je bila Južna Koreja. Da bi razumeli, zakaj je tako, moramo najprej pogledati, kako sta nastali obe Koreji. Dolgo časa je obstajala le ena Koreja. Imeli so en polotok in velik del njihove zgodovine je bil prav tako enoten. In poleg tega so imeli tudi en glavni jezik. Toda leta 1910 je Japonska okupirala Korejo. Koreja je ostala pod Japonsko do konca druge svetovne vojne leta 1945. Po porazu Japonske se je korejski polotok razdelil. Sovjetska zveza je vstopila na sever, medtem ko so Združene države Amerike zasedle jug. Sprva ni bil načrt ustvariti dveh stalnih držav, toda hladna vojna se je hitro začela. Združene države Amerike in Sovjetska zveza sta bili nasprotnici, zato sta podprli različni vladi v dveh delih Koreje. Leta 1948 sta nastali dve ločeni državi. Na severu je nastala Demokratična ljudska republika Koreja ali Severna Koreja pod vodstvom Kima Il-sunga. Na jugu pa je nastala Republika Koreja ali Južna Koreja. Vendar sta obe vladi verjeli, da bi moral polotok ponovno postati ena Koreja. Obe sta si želeli, da bi njuna lastna vlada vodila celotno Korejo. Leta 1950 Severna Koreja je poskušala prevzeti Južno Korejo z vojaško silo. Tu se je začela Korejska vojna. 3 leta so potekali hudi boji. Združene države in druge sile Združenih narodov so podprle Južno Korejo, Kitajska pa je podprla Severno Korejo. Sovjetska zveza je prav tako pomagala severu. Leta 1953 veliki spopadi so se ustavili po podpisu premirja. Premirje je dogovor za prekinitev ognja, vendar to ni bila trajna mirovna pogodba. Zato do danes korejska vojna tehnično še vedno ni zaključena s končnim mirovnim sporazumom. In po vojni polotok je ostal razdeljen. Severna Koreja na severu, Južna Koreja na jugu. V naslednjih desetletjih sta obe strani še vedno razpravljali o možnosti ponovne združitve. Ponovna združitev Severne in Južne Koreje v eno Korejo. To je bilo še posebej pomembno za Severno Korejo. V njeni prejšnji ustavi je bil jasno zapisan cilj ponovne združitve Koreje. Toda sčasoma se je pojavil velik problem, saj sta si obe Koreji postali vedno bolj različni. Južna Koreja je postopoma obogatela, njena podjetja so rasla, infrastruktura se je izboljšala. Postala je ena največjih gospodarstev v Aziji. Južna Koreja je postala tudi demokracija, medtem pa je Severna Koreja ostala revna in njen sistem je ostal strog. Vlada nadzoruje velik del življenja ljudi, tudi medije in informacije, ki prihajajo v državo. Ko se je razlika med državama povečevala, je postajalo še težje odgovoriti na eno vprašanje. Če bi se Severna in Južna Koreja ponovno združili, kateri od obeh sistemov bi najverjetneje ostal? Južna Koreja ima že veliko prednost v gospodarstvu in prebivalstvu, zato je za severnokorejsko vodstvo združitev velika nevarnost. Če bi do združitve prišlo pod sistemom Južne Koreje, bi trenutna severnokorejska vlada izginila. To pomeni, da je nekdanji cilj Severne Koreje, združitev, lahko tudi grožnja njenemu lastnemu preživetju. Toda čeprav je situacija težka, Severna Koreja ni propadla. Kim Jong-il je umrl leta 2011. Nasledil ga je njegov sin Kim Jong-un. Kim Jong-un je bil še mlad in imel je malo izkušenj kot voditelj, ko je prevzel najvišji položaj. Zato se je ponovno okrepilo vprašanje, ali bo sposoben ohraniti oblast. Vendar je ostal na oblasti. Pod njegovim vodstvom so se jedrsko orožje in raketni programi Severne Koreje še razširili. Nato je leta 2020 prišel nov velik preizkus. Ko se je razširil COVID-19, se je Severna Koreja skoraj popolnoma zaprla pred zunanjim svetom. Strogo je nadzorovala svoje meje in velik del njenega gospodarstva je propadel. Trgovina s hrano je močno upadla. Vstop hrane in drugih izdelkov je postal še težji, toda vlada se ponovno ni zrušila.
In medtem ko Severna Koreja premaguje vsako krizo, je Kim Jong-un začel spreminjati samo idejo o tem, zakaj mora Severna Koreja obstati. Največja sprememba je začela postajati jasna leta 2024. Kim Jong-un je dejal, da Južne Koreje ne bi smeli več gledati kot na bratski del ene same države, ki bi se nekega dne ponovno združila. Namesto tega je njihov odnos označil kot odnos dveh ločenih in nasprotujočih si držav. Severna Koreja je prav tako začela odstranjevati nekatere vladne organizacije in simbole povezane z združitvijo. In leta 2026 je sprememba postala še bolj očitna. V revidirani ustavi, ki je izšla maja 2026, odstranjeni so bili prejšnji deli, ki so navajali, da je cilj Severne Koreje združitev. Dodan je bil tudi nov opis ozemlja države. V njej je pisalo, da so na severu Severne Koreje Kitajska in Rusija, medtem ko je na jugu Republika Koreja uradno ime Južne Koreje. To pomeni preprosto. Po novem uradnem stališču Severne Koreje ne opisuje več Južne Koreje kot dela ene same države, ki bi jo bilo treba združiti. Zdaj Severna Koreja obravnava Južno Korejo kot ločeno državo na drugi strani meje. To je izjemno velika sprememba. Več desetletij je bila združitev ena najpomembnejših ciljev, ki jih je Severna Koreja navajala. Zdaj so to celo odstranili iz ustave. Tukaj lahko vidimo, kaj je Kim Jong-un naredil, da bi se soočil s problemom. Ve, da je Južna Koreja močnejša in bogatejša, zato namesto, da bi vztrajal, kdo naj vodi Združeno Korejo, se je odločil, da bo Severno in Južno Korejo obravnaval kot dve ločeni državi. Toda sprememba ustave je le konec daljše zgodbe. Da bi razumeli, kako je Severna Koreja preživela težave, za katere so mnogi pričakovali, da jo bodo uničile, moramo pogledati, kaj je pravzaprav Kim Jong-un naredil znotraj države in kako se je spremenil položaj Severne Koreje navzven. Da bi ostala na oblasti, Severna Koreja je morala premagati več kot le en problem. Obstajajo 4 velike grožnje, ki lahko zrušijo njeno vlado. Prva je možnost vojne proti Združenim državam Amerike. Ko se je leta 1991 zrušila Sovjetska zveza, izgubila je najmočnejšega nekdanjega podpornika Severne Koreje. To je bil velik problem za Pjongjang. Dolgo časa že obstajajo napetosti med Severno Korejo, Združenimi državami, Južno Korejo in Japonsko. Leta 1968 Severna Koreja je zajela USS Pueblo, ameriško obveščevalno ladjo, in član posadke je umrl, več kot 80 Američanov pa je bilo skoraj 11 mesecev v ujetništvu. Leta 1969 je Severna Koreja sestrelila ameriško izvidniško letalo mornarice. Vseh 31 ljudi na krovu je umrlo. Prišlo je tudi do številnih vojaških napadov in spopadov v Južni Koreji. In v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja Severna Koreja je ugrabila tudi nekaj japonskih državljanov. Kasneje je sama Severna Koreja priznala, da so se nekateri od teh ugrabitev res zgodili. Ko je razpadla Sovjetska zveza, je postalo za Severno Korejo še bolj nevarno. Ni bilo več velike države, ki bi jo lahko podprla v primeru velike vojne. Hkrati je Severna Koreja začela razvijati tudi svoj jedrski program. Zato je obstajal strah, da bi lahko napetosti z Združenimi državami nekega dne prerasle v neposredno vojno. In če bi se to zgodilo, bi imela ameriška vojska veliko prednost. Leta 2017 je nevarnost ponovno postala resna. Severna Koreja je takrat hitro preizkušala jedrsko orožje in rakete dolgega dosega. Obe strani sta si tudi grozili. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je celo izjavila, da preučuje različne vojaške možnosti. Zato je bila za severnokorejsko vlado prva težava jasna. Kako lahko preprečijo, da bi močnejša država, kot so Združene države, poskušala strmoglaviti njihovo vlado? Toda vojna ni bila edina težava. Druga grožnja je bila izolacija Severne Koreje od večjega dela sveta. Odinete leta 2006 je Varnostni svet Združenih narodov uvedel sankcije proti Severni Koreji. Zaradi njenega jedrskega in raketnega programa so sankcije kazni, ki omejujejo poslovanje in trgovino neke države. Ker Severna Koreja še naprej izvaja jedrske in raketne teste, so se sankcije še zaostrile. Omejena je bila prodaja določenih izdelkov iz Severne Koreje. Omejen je bil tudi uvoz nekaterih goriv, strojev in drugih stvari, ki bi lahko pomagale njenim vojaškim programom. To je velik problem, saj nobena država ne more preživeti sama. Potrebna je hrana, gorivo, stroji, surovine in drugi izdelki iz tujine. In ker ima Severna Koreja omejeno trgovanje z mnogimi državami, se je še bolj zanašala na svojega največjega soseda, Kitajsko.
Kitajska je najpomembnejši trgovinski partner Severne Koreje. Velik del izdelkov, ki prihajajo v Severno Korejo, prihaja iz Kitajske. To pomaga, da gospodarstvo ostane delujoče, vendar pa ima to tudi svojo ceno. Če si preveč odvisen od ene države, postaneš ranljiv, če se ta država odloči za spremembo. Če bi Kitajska nenadoma zaostrila dobavo goriva, če bi omejila hrano in trgovino, ki prihajata v Severno Korejo, bi to bil velik problem za Pjongjang. Zato Severna Koreja potrebuje Kitajsko, a hkrati noče biti preveč odvisna od Kitajske. In to je druga velika težava. Kako lahko Severna Koreja preživi mednarodne sankcije, ne da bi bila popolnoma odvisna od Pekinga? Sledi še tretja grožnja, njeno šibko gospodarstvo. Ena najbolj znanih slik korejskega polotoka je posneta iz vesolja po noči. Južna Koreja je zelo svetla, toda velik del Severne Koreje je skoraj povsem v temi. Razlog je preprost, v Severni Koreji je manj elektrike in šibkejša infrastruktura. A vendar je gospodarska težava še globlja. V 90-ih letih je Severna Koreja doživela hudo lakoto. Hkrati je bilo več razlogov. Izgubila je veliko pomoč Sovjetske zveze, gospodarstvo je oslabelo. Pojavile so se težave s kmetijstvom in distribucijo hrane. Državo so prizadele tudi naravne nesreče. Ni natančno znano, koliko ljudi je umrlo, saj je težko dobiti zanesljive podatke iz Severne Koreje. Vendar je jasno, da je zaradi lakote in z njo povezanih bolezni lahko umrlo več 100.000 ljudi. In čeprav se je najhujši del lakote končal, težave s hrano niso izginile. Številni Severni Korejci so v naslednjih letih še vedno doživljali pomanjkanje hrane. Težava se je še poslabšala, ko je Severna Koreja med pandemijo zaprla svoje meje. Trgovina je propadla, hrana je težje prihajala noter, gnojila in druge stvari, ki jih gospodarstvo potrebuje. Tudi Kim Jong-un je občasno govoril o težavah, ki jih doživljajo ljudje. Priznal je, da ni izpolnil vseh pričakovanj, ki so bila postavljena nanj. To je pomembno, ker severnokorejski voditelj redko tako govori. Vlada ve, da je huda revščina nevarna. Ko vlada ne more nahraniti ljudi in gospodarstvo še naprej propada, lahko oslabi zaupanje prebivalstva in celo tistih, ki so znotraj vlade. In tukaj pride v poštev četrta grožnja. Možnost težav znotraj samega vodstva. Ko je Kim Jong-il umrl leta 2011, je bil njegov sin Kim Jong-un star šele v poznih 20-ih. Bil je mlad. Imel je malo izkušenj z vodenjem, obkrožen je bil starejšimi vojaškimi častniki in visokimi uradniki, ki so bili v vladi dlje kot on. Zato sprva ni bilo jasno, kako močan je pravzaprav nadzor Kim Jong-una. Obstajala je možnost spora znotraj vodstva, možnost državnega udara. Obstajala je tudi možnost upora, če bi se življenje navadnih ljudi še poslabšalo. A v naslednjih letih je Kim Jong-un postopoma pokazal, kdo ima resnično moč. Zamenjal ali odstranil je številne visoke uradnike. Ubil je nekatere ljudi, ki jih je imel za grožnjo svoje oblasti. Med njimi je bil tudi njegov stric Jang Song-taek, zelo vpliven uradnik, ki je bil ubit leta 2013. Potem, ko ga je severnokorejska vlada obtožila hudih zločinov proti državi. Leta 2017 je umrl tudi polbrat Kim Jong-una, Kim Jong-nam. Po napadu v Maleziji z živčnim strupom VX, Združene države in Južna Koreja sta izjavili, da je za umor odgovorna Severna Koreja, obtožbo, ki jo je Pjongjang zanikal. Sčasoma je postalo jasno, da ima Kim Jong-un sam nadzor, toda glavni problem še vedno ostaja. Vlado mora zaščititi pred Združenimi državami. Preživeti mora kljub strogim sankcijam, ohraniti mora delovanje šibkega gospodarstva. In zagotoviti mora, da v Severni Koreji ni nikogar dovolj močnega, da bi ga odstranil z oblasti. V mnogih državah bi že ena od teh težav lahko povzročila veliko krizo. V Severni Koreji vse te težave obstajajo hkrati že vrsto let, toda vlada ni propadla. Namesto tega je Severna Koreja postopoma našla načine, kako se spopasti z vsako od njih. In prva težava, ki jo je poskušala rešiti, je bila najbolj nevarna od vseh. Kako preprečiti napad Združenih držav? Sprva, Severna Koreja je to poskušala doseči s pogajanji z Washingtonom. Severna Koreja je poskušala zmanjšati napetosti z Združenimi državami s sporazumom. V zgodnjih 90-ih letih so bili sprejeti nekateri ukrepi. Severna in Južna Koreja sta poskušali preprečiti izdelavo jedrskega orožja na Korejskem polotoku.
Leta 1992 obe Koreji sta se dogovorili, da ne bosta izdelovali ali skladiščili jedrskega orožja. Potem je prišlo tudi do neposrednih pogovorov med Severno Korejo in Združenimi državami. Leta 1994 sklenili so dogovor imenovan Agreed Framework. Načrt je bil preprost. Severna Koreja bo ustavila nekatere dele svojega jedrskega programa. V zameno ji bodo pomagali pridobiti energijo in nove jedrske reaktorje namenjene izključno za proizvodnjo elektrike. Sprva je bil napredek, toda sčasoma prišlo je do težav pri izvajanju dogovora. Obe strani sta izgubili zaupanje, nekateri obljubljeni projekti so se zamaknili. Medtem pa so se še naprej pojavljali dvomi glede jedrskih dejavnosti Severne Koreje. V zgodnjih 2000-ih je dogovor dokončno propadel. Tu je Pjongjang spremenil svojo strategijo. Namesto da bi se zanašal le na dogovor za preprečitev vojne, Severna Koreja je izdelala orožje, ki bi lahko neposredno preprečilo sovražniku, da napade. Jedrsko orožje. Leta 2006 je Severna Koreja izvedla svoj prvi jedrski preizkus. Temu so sledili še drugi testi. Hkrati je država izdelala tudi močnejše rakete z daljšim dosegom. To je pomembno, ker jedrsko orožje nima smisla kot odvračilo za Združene države, če ni načina, da bi dosegli oddaljene cilje. Zato je Severna Koreja izdelala ICBM. ICBM je zelo dolgega dosega raketa, ki lahko prenese jedrsko bojno glavo na druge celine. Leta 2017 Severna Koreja je preizkusila rakete, ki so pokazale, da lahko dosežejo velik del Združenih držav. Nenadoma se je nevarnost za Washington močno spremenila. Prej si je ameriški predsednik morda mislil, da lahko napade Severno Korejo in strmoglavi njeno vlado. Toda ko obstaja možnost, da Severna Koreja odgovori z jedrskim orožjem, je cena vojne lahko izjemno visoka. To ne pomeni, da bo Severna Koreja zagotovo lahko uničila ameriško mesto, če bi prišlo do jedrske vojne. Še vedno je veliko vprašanj glede zanesljivosti, natančnosti in sposobnosti njenih raket, da se zaščitijo pred prvim napadom. Toda že sama možnost jedrskega povračilnega napada je dovolj, da vsako večjo ameriško ofenzivo naredi veliko bolj tvegano. Temu pravimo jedrsko odvračanje. Ideja je preprosta. Če me napadeš, te lahko tudi jaz napadem nazaj. In za Severno Korejo je to ogromna zaščita. To ni naredilo vojne nemogoče. Toda to je za Združene države naredilo neposreden poskus strmoglavljenja severnokorejske vlade izjemno drag in nevaren. Potem se je zgodilo še nekaj, kar si je bilo prej težko predstavljati. Leta 2018 osebno se je Kim Jong-un srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v Singapurju. To je bil prvič, da sta se srečala aktualni ameriški predsednik in voditelj Severne Koreje. Sledila so še druga srečanja. To ni rešilo jedrskega problema. Severna Koreja tudi ni predala svojega jedrskega orožja. Toda za Kim Jong-una je bil en rezultat jasen. Z njim se zdaj neposredno pogovarja predsednik najmočnejše države na svetu in to je pomagalo še pri eni težavi Severne Koreje, Kitajski. Severna Koreja že dolgo potrebuje Kitajsko za trgovino, gorivo in druge izdelke, toda Pjongjang noče, da bi bila Kitajska edina država, na katero se lahko zanese. Zato je bilo zelo pomembno, da je vzpostavila neposreden odnos z Združenimi državami. A še večja sprememba je prišla potem, ko je Rusija leta 2022 napadla Ukrajino. Ko se je vojna vlekla, je Rusija potrebovala ogromno artilerijskih granat, raket in drugih vojaških zalog. In Severna Koreja ima veliko takšnega orožja. Tukaj je Rusiji postala koristna država, ki se ji je večina sveta dolgo izogibala. Vojaško sodelovanje med Moskvo in Pjongjangom se je razširilo. Severna Koreja je Rusiji poslala milijone artilerijskih granat in balističnih raket. Poslala je tudi na tisoče vojakov, da bi pomagali ruskim silam do leta 2026. Vojaško sodelovanje med državama se še bolj poglablja. V zameno za to je Rusija postala še bližja Severni Koreji. Leta 2020 je ruski predsednik Vladimir Putin odšel v Pjongjang. Rusija in Severna Koreja sta podpisali novo strateško partnersko pogodbo z medsebojno obrambno zavezo. To je velika sprememba za Kim Jong-una. Ni več samo Kitajska tista velika država, na katero se lahko obrne, zdaj je tu tudi Rusija. In ker Moskva potrebuje vojaške zaloge Severne Koreje, ima zdaj Pjongjang nekaj, kar si želi kupiti ena od velikih svetovnih sil. To je pomagalo tudi severnokorejskemu gospodarstvu. Trgovina z Rusijo se je povečala, država je dobila nov vir denarja, goriva, hrane in drugih potrebščin. Ob tem je trgovina s Kitajsko ostala pomembna.
To ne pomeni, da je Severna Koreja nenadoma obogatela. Težko je dobiti natančne gospodarske podatke, ker je država zelo zaprta. Veliko severnih Korejcev ostaja revnih in prehranska varnost je še vedno problem. Toda je položaj vlade boljši v primerjavi s časom, ko je bila država skoraj popolnoma izolirana med pandemijo. Spremembe so vidne v Pjongjangu, glavnem mestu Severne Koreje. Gradnja novih stanovanj, ulic in javnih stavb se nadaljuje. Več je pametnih telefonov in potrošniškega blaga kot v preteklih desetletjih, vendar je pomembno poudariti, da to ne odraža življenje vseh severnih Korejcev. Vlada daje prednost Pjongjangu, ker tam živi velik del politične in vojaške elite, in to je zelo pomembno za Kim Jong-una. Če je življenje ljudi, ki so najbližje oblasti, dobro, imajo več razlogov, da podpirajo trenutno vlado. Hkrati je Kim Jong-un še bolj zaostril nadzor nad informacijami. Stroge kazni so za gledanje ali širjenje tujih filmov, televizijskih oddaj in drugih medijev, ki niso pod nadzorom vlade. To je pomembno, ker severnokorejska vlada noče, da bi ljudje zlahka videli, kako velika je razlika med njihovim življenjem in življenjem v Južni Koreji. In tukaj se vrača najgloblji problem, o katerem smo govorili prej. Ponovna združitev. Več desetletij Severna Koreja pravi, da bi morali sever in jug nekega dne spet postati ena država. Toda medtem ko Južna Koreja postaja bogatejša in močnejša, to postaja še večji problem za Pjongjang. Če bi združili obe Koreji, bi imela Južna Koreja večje prebivalstvo. Njeno gospodarstvo je tudi veliko večje in ima veliko močnejše mednarodne povezave, zato je zelo težko razložiti, zakaj bi moral severnokorejski sistem voditi Združeno Korejo. Kim Jong-un je naredil nekaj preprostega, a zelo velikega. Odstranil je prejšnji cilj. Leta 2024 je izjavil, da je treba Južno Korejo obravnavati kot ločeno in sovražno državo. Razpustil je tudi nekatere organizacije Severne Koreje, ki so bile ustanovljene za ponovno združitev. Spremenili so tudi ustavo, da bi Severna Koreja opustila staro idejo, da sta Severna in Južna Koreja ena sama država. Z drugimi besedami, Severni Koreji ni več treba dokazovati, da bi morala ona voditi celoten korejski polotok. Novo sporočilo je, da je Severna Koreja samostojna država, Južna Koreja je druga država. To je velika stvar za preživetje vlade Kim Jong-una, kajti če sta obe Koreji zavedno ločeni, Pjongjangu ni več treba odgovarjati na vprašanje, zakaj ni uspel združiti polotoka pod svojim lastnim sistemom. Zdaj si je ustvaril drug razlog za obstoj. Ima svojo vlado, svojo vojsko, jedrsko orožje, odnose s Kitajsko in Rusijo in čeprav so sankcije, je našel načine, da ohrani gospodarstvo pri življenju. Zato je Severna Koreja danes povsem drugačna država od tiste, za katero so v 90-ih letih pričakovali, da bo propadla. A to ne pomeni, da je varna pred vsemi težavami. Življenje je še vedno zelo težko za mnoge Severne Korejce. Gospodarstvo je še vedno šibko v primerjavi z Južno Korejo. Še vedno je močno odvisna od Kitajske in Rusije. Ogromen del denarja in virov države gre za vojsko in jedrski program. Obstaja še ena težava. Sistem Severne Koreje je osredotočen na eno vladajočo družino. Od Kim Il-sunga je oblast prešla na Kim Jong-ila. Nato je oblast prevzel Kim Jong-un. 3 generacije iste družine že vodijo državo. In tako kot pri drugih avtoritarnih vladah, vedno obstaja veliko vprašanje, kaj se bo zgodilo, ko pride do naslednje zamenjave vodstva. Zato ne moremo reči, da je nemogoče, da bi Severna Koreja propadla. Nobena vlada nima zagotovila, da bo obstajala večno, vendar je ena stvar jasna. Velikokrat so pričakovali, da se bo severnokorejska vlada končala. Sovjetska zveza je razpadla. Severna Koreja je doživela hudo lakoto. Soočila se je s težkimi sankcijami. Skoraj popolnoma se je zaprla med pandemijo. Prišlo je do napetosti z Združenimi državami in večkrat je zamenjala voditelja. A vendar je ostala ista politična smer. In to se ni zgodilo zato, ker bi izginile težave Severne Koreje. To se je zgodilo, ker je vodstvo znova in znova spreminjalo svoj način preživetja. Uporabila je jedrsko orožje, da bi napad nanjo postal bolj nevaren. Izkoristila je tekmovanje velikih držav, da se ji ne bi bilo treba zanašati samo na Kitajsko. Uporabila je vojaško industrijo, da bi imela nekaj, kar Rusija potrebuje. In ko je nekdanje sanje o ponovni združitvi postalo problem, je popolnoma spremenila svoj uradni cilj. Zato najpomembnejše vprašanje danes ni več, zakaj Severna Koreja še ni propadla,
Bolj pomembno je vprašati, kakšna Severna Koreja nastaja po vseh teh spremembah, kajti država, ki so jo nekoč imeli za šibko in na robu izginotja, ima zdaj jedrsko orožje, poglablja odnose z Rusijo, pomembne povezave s Kitajsko in vlado, ki ne trdi več, da je njena oblast le začasna. Nekdaj korejski polotok. Trenutno se Severna Koreja ne pripravlja več, da bi postala del Združene Koreje. Pripravlja se, da ostane Severna Koreja.